Hvala lepa. Moja zgodba je pa trpko socialna, bolj bi rekel grenka, o kraljih, ki so padli na dno družbe. Dva kralja. Janezka je mati nenehno privijala k sebi, vlekla za sabo in jokala, a njegov oče, težek pijanec, je tepel, vedno in redno, dokler je bilo moči v slabo vladljivih pijanih rokah in nogah. Prezgodaj je zbežal doma, pozneje pogosto menjal prenočišča, sicer nikoli za dlje časa, včasih tudi v zaporih. Izjemoma, le ko je v zimskih dneh mraz vendarle bil prehud, je prespal tudi v zavetišču, a velikokrat in najraje kar na prostem. Poleti pa redno, ker enostavno ni prenesel smrdečih nog sotropinov v centrih za brezdomce. Celo mraz pod mostom mu bil bolj prijel, če bi bil dobro oblečen, a v zadnjem času se na okencih Rdečega križa vse nabave garderobe šle zelo gladko, lahko je celo izbiral. Ponosil jih je, ko pa je to na njem začelo smrdeti, naravnost v kontejner. Mala malica. Poletje se ne štejejo, ker v njih lahko preživiš 1, 2, 3. Zime so zajebane, nekaterih ne pozabiš za Boga, ne. Janez Francija pozna že več zim, enako Klošar, a Franciji ni bil tepen, on je pravzaprav bil samo malo zjeban. Na hitro, nova država, nov sistem, nova borza, bil normalen, izobražen kot mnogi z diplomo, ni se znal, koliko bi se to reklo, prikloniti. Bil je vodja nekega obrata ali kaj, direktor celo, ne ve se, nikoli ni hotel o tem tako podrobno govoriti. In potem propad države, novo vse, krado se na veliko, edino on bo pa po starem. Vzel je kredit, pravi kredit na svojo bajto, kreten, prevzel obrat in vse zaposlene, idiot. Potem je pa delnice dol, krediti gor, samo gledal in začel moliti, a prepozno in k napačnem Bogu. Hiša na boben, žena v tujino, otroci že zdavnaj čez lužo, on pa šel v zapor, čeprav ni ukradel niti centa. Tam je delal v pravnici za drobiž in ko je prišel ven, si je s tem denarjem kupil kolo, ki so mu ga itak po 2 tednih ukradli. Pa tako težko ga je prislužil v nekaj letih zaporniškega garanja. Notri pa pekel, zaporniški pekel, vrel in boleč. Ali ga je to kaj izučilo, ne, ni vedel nihče. Vse pogosteje se je držal bolj zase, edino povdem vedno prišel skupaj z drugimi v vrsto za topli obrok. Teda je tudi kasiral, če predal kakšen izvod njihovega časopisa, on na hrbtniku imel enega, tistega, ki sta bila z Janezom na prvi strani, posneta kot ta prava kralja ulice. Samo Franc je bil malo drugačen, vedno je prišel nekaj minut prej in sam, ne da bi ga kdorkoli prosil, pometal vsaj okrog ene mize in na koncu pospravil mize tudi za drugimi brezdomci. A Janez pa samo pride, vrže ogorek na tla, ga morda celo kaj pohodi, odvisno od volje, in kot da ne bi vedel, kako je hudo, če se komu grd ravnaš, se ponovadi spravi na nekoga. Pogosto prav na Franca. Koliko ti je pa plačal direktor pometač? Pusti mi primeru in ti se boš pa usmrdel v svojem nedelu. Jaz smrdel, pa poglej, kaj sem včeraj dobil, praktično nov reklec, poglej, notranjost, skoraj nerabljen, da lahko bi ga celo prodal, a sem ga že ponosil. To pa je navadna sintetika, živa plastika. Kaj pa ti, a ti si po zadnji modi, pa sama volna, kaj? A veš, da zares imam temno modro obleko s čiste volne, z zlatimi gumbi. Temno modro obleko z zlatimi gumbi, a Ducati, ali kaj? Nega srad, kje je pa imaš, nimaš nikjer, sanjaš, kakšna volna? Ja, če ti rečem, imam ga, ampak za kaj? A za pogreba, kaj? In ko umrem v njem, v nobel suknjiču z zlatimi gumbi bom pokopan. Zaslužil sem ga s prvo plačo, ko sem postal vodja. Ma ne seri, ti pa vodja, pa temna obleka, pa zlati gumbi, a cikinja, kaj? Ne seri, pokaži, da vidimo, če si dec. No, vem, ti bi pa je tako usnel, izmaknil, tako zapil. Veš, kaj so zlati gumbi z mornarskim sidrom na sredi? Si to kdaj sploh videl? Ti boš meni izskočil Janez na Franca, vendar tudi Franc, ki se ni pretepal, ni mogel prebaviti te skrajno žaljive nevarnosti. Vedeli so Klošarji, da ni dobro, da se o pretepih kaj preveč naokrog sliši, zato so kot ponovadi takoj pristopili, ločili preglete gravi in to je bilo to. Tokrat je bil Franci preveč razburjen in se je v brado godrnjal, ko je brez kosila odhajal proti svoji klopci v parku. A ti boš pa ostal zmeraj navaden Klošar, čisto navaden, sintetičen. Potihoma je jacljal, zavedal se je, da je dokončno izgubil še to edino vredno upanje. Na neki drugi klopci v istem parku, ne tako daleč stran, je hitro in v lahek klošarski sen padel tudi Janez. Kaj je delal prav in kaj ne v življenju, mu je znala povedati edino mati. In prav ona je prišla motiti še ta spanec. In to s tako ihto.
očete voda, tebe bo pa ogenj. Ja, misliš, da je to kaj kontra, a isti drek. Nič vreden nisi, nič nikoli ne boš, če boš tako ognjevito pretepal druge ljudi. On ga je žrl, zato ga je voda odnesla, tebe pa ognjev v pesteh, tebe bo pa ogenj. In tako je odskočil neposredno iz sna, da je z obema nogama treskoma se stopil na tlakovano stezico v parku. Tleskani so skoraj novi plastični čevlji s plastičnimi podplati, še vezalke so bile, tako že na prvi pogled, iz plastike. Čeprav požar ni bil tak, da bi lahko šla cela soseska, je bil prizor vendarle gnusen. Gorelo je nekaj zelo smrdljivega in očitno zelo gorljivega, še truplo. Obraz ni bil več prepoznaven, praktično je zognenel. Ogenj je moral biti močan in prav vrel, verjetno zaradi vsega umetnega materijala, nakopičenega ob improviziranih ležiščih. Ogromno najlonskih vreč, vseh barv velikosti, plastične folije, ki so morda bili uspešno v boji z vlago in dežjem, vendar so bitki z ognjem takoj popustile. Telo reveža, ki je bilo oblečeno v plastično in gorljivo, je ogenj z neverjetno močjo počasi odnašal v plamen in potem v smrdljivi dim in še više v klošarsko nebo. Pozornost je policistu ukradlo nekaj nenavadnega in nepričakovanega na tem ubogem kraju. Naučen previdnosti do konca je sprva samo odrinil z nogo nekaj malega, tako svetlega in okroglega, morda zlatega. Zadnjič je slišal, da je pri klošarskem parčku, ki se je zadušil v neki kleti, a že vrsto let hrano pobiral iz kontejnerjev, kolega našel 3 cekine. Sedaj se ne pelje v staro Škodo, ampak skoraj novim Golfom. Pazljivo je prijel predmet in ga na hitro očistil umazanega počrnenega blata, vendar takoj, ko je stvar pobral, je ugotovil, da ni nič vrednega, gotovo pa ni zlato. Pač navaden zlato pobarvan plastični gum. Vso jezo, ker mu nekaj tako nič vrednega vzelo precej dragocenega časa, je zalučal gum na asfalt pred seboj. Nakon hitro se je že kar okaril. In kaj se sploh pravilno napiše? Asfalt ali asfalt? A moral si to narediti? Kreten. Brcnil je samo močjo tisti gum nazaj na travnik in zapisal: v požaru je vse izgorelo, na podrobnem pogledu nismo našli nič vrednega, na trati je ostal edino gum suknjiča, plastičen, pobarvan v zlato. In namesto pike je odločno pljunil direktno na tisti zlati gum, obilni spljunek, poln smradu po dimu in neki težki grenkobi. Dragan, zelo doživeto prebrano, hvala tudi tebi.